Poskočno, veselo in zabavno. Tako so nas pričakali na domačiji pri Sodarju v Bodeščah, kjer je v blagoslov prenovljenih prostorov domačije potekal Lenartov smenj. V bistvu 7. novembra goduje sveti Lenart, kjer je tudi v Bodeščah cerkev svetega Lenarta. Smo se odločili, da naredimo en tak vaški smenj oziroma sejem kot eno veselico. Hkrati smo se pa povezali, ker tudi ohranjamo te stare običaje, z župnikom iz Ribnega, gospodom Romanom Kušarjem, da je blagoslovil tudi prostore, ker ohranjamo vse te stare običaje. Od lanskega novembra smo notranje prostore počasi urejali, začeli smo s hišo, potem s kamro, kuhinjo, zdaj še to zgornjo kamrico hočemo urediti s statvami, tako da upamo, da bo zaživela hiša v taki luči, kakor si želimo, pa v bistvu na spomlad pa računamo, da bomo tudi uredili kletne prostore. Prenovljena hiša bo obiskovalce popeljala več kot 500 let v preteklost in pričarala vzdušje slovenskega kulturnega izročila. V bistvu mi tukaj na domačiji prikažemo stare praznike, tako kot samo ime pove, zveni po praznikih. Skušamo stare običaje iz Prešernovega časa prikazati ljudem na tradicionalen način z ljudskimi vižami, pesmimi, hrano, običaji, šegami in navadami. Naš cilj je obuditi praznike na tak način, kot so jih ljudje praznovali v tem času, se pravi okrog 1900, pa tudi prej, se pravi Prešernov čas na 1900. Naša oblačila so pravzaprav iz tega časa, zato da se čim bolj približamo celi podobi, zato tudi prenova prostorov in naš program, ki ga izvajamo v teh praznikih, je tudi vse ljudsko izročilo. Se pravi, vse zgodbe, ki jih povemo, smo jih slišali od ljudi, ki so takrat, se pravi, poslušali te zgodbe od svojih starih staršev pa staršev, pa so jih povedali naprej. Glasba, ki jo igramo, je ljudska dediščina ljudskih godcev iz tega kraja, tudi Markotov albin, po katerem imamo precej viš v naših repertoarjih, je pravzaprav bil en glavnih, ki je pripomogel k temu repertoarju. On je zapustil zelo veliko, predvsem teh pesmi, ki se igrajo, se pravi viž, pa tudi pesmi, ki se pojejo. Najrajši je imel seveda navihane, a ne? Tudi krasno je, zato ker te pesmi ljudje res ponesejo nazaj, se mi zdi, in pozabijo na to hitrico, ki jo imamo v teh časih, 2000 nekaj, ampak se prestavijo nazaj za 150 let in se uživijo brez nekih obremenitev v to praznovanje, kar je tudi namen. Namen je predvsem praznovati, se pravi pripraviti telo, da se sprosti od vseh obveznosti, od napetosti in spočiti, popraznovati, poveseliti, pripraviti za naprej. Projekt prenove hiše je podprl tudi župan Janez Fajfar, ki pravi, da je v hiši pri Sodarju odraščal tudi njegov oče. Adaptacija bo potekala še dolgo, ker je tudi zgradba zelo stara in je seveda tudi izjemne velike vrednosti. To je en tak kmečki dvorec na podeželju, so ga potem namenili ubogam in je tukaj obožnica. Včasih tudi moj oče je tukaj gost zrastel po krizi leta 1929. Zgradba je čudovita, s freskami, od zunaj tipičen kmečki barok. Zelo sem hvaležen, da smo dobili, da ste se našli ta prava človeka, mlada Andrej in Urška, ki sta si zastavila nalogo tukaj oživeti naše izročilo. In poleti so tele diši po praznikih, diši po domače prireditve in da bomo lahko tudi domačinom, ki vse manj vejo v starih časih, sploh pa našim gostom pričarali malo tega časa naših starih staršev, ki tukaj v teh hiši še posebej lepo zaživijo. Trudno zdaj tudi podiramo to črnogradno in postopno bomo tole obnavljali, kot imamo na Bledu že Mrakovo domačijo, tako da ne bodo samo vile na Bledu, gradovi in cerkve, ampak da je tudi tista dediščina nekje ohranjena, ne samo tista, kar se vidi, ampak tudi ta naša duhovna in socialna dediščina, ki je
zelo bogata, ker smo v bistvu edini alpski Slovani, drugih ni, kot pa mi Gorenci, pa nekaj Korošcev. Kot se za stare običaje spodobi, hrane, pijače, glasbe in petja ni manjkalo. Obujali pa smo tudi stare spomine. Malo me zanima, kako obnovijo te stare hiše, da spet zaživijo. Pa sin tudi nastopa, tako da malo ta folklora, no. Ta stari običaji, da se spet povrnejo nazaj, da spet zaživijo. Točno tako, te stare običaje treba spoštovati, treba malo obnavljati, tako da tudi tam mladi vidijo kako je to včasih bilo. Pa en tak fajn lep nedeljski popoldne peš so prišla z Bleda, se malo še sprehodiš zraven. Sem vesela, da so se kolikor toliko pomagali in zraven, zdaj smo sosedje te hiše, da so naredili hišo in so se priselili. Ko so naši šli iz hiše ven, so prišli drugi noter, ki tudi niso imeli stanovanja, tako da hiša skozi živi, so pa zelo grenki priokusi po pripovedovanju očeta, kako so mogli skromno živeti in skozi jih je spremljalo tisto, da so iz obubožnice. Tako smo ob starih vižah obeležili Lenartov semenj. Vkolikor pa bi tudi sami okusili gorenjsko kulturno dediščino, pa vabljenih sodarjev.